župana Jankoviča tale dopis. Zvezi z vašim silno, rigoroznim in tudi nehumanim delovanjem Mi podpisujemo, da se ne strinjamo z oblastjo oziroma z mestno občino Ljubljana s tem, oziroma da sprejema take ukrepe, ne da bi vpletel to meščane in v bistvu to, da sploh da deluje protipravno, ker dejansko vse stvari, ki so narejene protipravno. Zadeli zelo številne stanovalce navedenega središča mesta, ko določate, da smejo uporabljati svoje vozila v ožjem centru mesta zgolj v času od 6 do 9:30 ur. Ste Ljubljančan, predvidevam? Po rodu sem iz Celja, ampak v Ljubljani sem že več kot pol stoletja, 60 let že. Potem poznate Ljubljano zelo dobro? Precej dobro, skoraj bi rekel do konca. Sem, kaj sem po poklicu? Ne, to ni treba povedati. Kako pa gledate vi na ta odlok oziroma na silno, nečloveško, nehumano in bom jutri tole odnesel ta dopis, ga tudi lahko vam dam, županu, kjer protestiram proti takemu samodržnemu načinu obravnavanja človeških pravic. Kaj pa vas konkretno moti? Moti me, da ljudje ne morejo svojimi avtomobilčki od doma in nazaj, tudi v najnujnejših primerih, da nas zaklepa kakor kakšne neželene pse v naša stanovanja oziroma pred naša stanovanja. Moti me, da ta človek, ki je očitno nagnjen zelo k komandiranju v samodržstvu, ne preneha in še nekaj ugotavljam. Niti en župan do zdaj v Ljubljani ni doživel, po mojem mnenju in vedenju, javnega protesta, kakor pa prav ta župan, ki se svojim nasmihanjem skuša sicer približati simpatično meščanom, ko bi moral biti oče, vsem enak, ampak je zelo stropen krušni oče. Imate kakšno sporočilo za gospoda župana? Ja, prenehajte s takim načinom, kajti to ne vodi k dobremu in bo končalo slabo. Prebivalci tega predela so postali tako rekoč getoizirani, tako kot so bili Židje med drugo svetovno vojno. In to je to. Nimajo pravic, nimajo ničesar. 2-urni dostop do hiše, potem pa ni taksija, ni rešilca, ni ničesar. Tako da dejansko je ta predel postal en navaden geto. Kaj mislite, da bomo dosegli ali pa bodo dosegli s tem današnjim zbiranjem? Ja, jaz upam, da bomo kaj dosegli. Čeprav res to dvomim, dobra volja zmera najboljš, kar imamo. Pa vi, gospa? Jaz nisem v zvezi s tem, ampak v zvezi z Poljanskim nasipom, ki bo to, ne bi bila zdaj to ta nova dvosmerna, kar pa mislim, da se v Ljubljani zapira, pa so enosmerne, pa so tudi tujini je tako, so to enosmerne, pa krožni prometi, zdaj tlele Poljanski nasip nameravajo dvosmernega narediti zaradi vile urbane, je to. Se vam zdi, da bodo takšni shodi v prihodnosti postali redni? Ja, ne vem, kaj nameravajo še naprej. Zato smo pa tukaj, da bomo kaj novega zvedali. A pričakujete, da bo gospod župan prišel ven? Ja, jaz pričakujem, da pride ven, seveda. Na vsak način, kaj bomo pa dosegali oziroma kako se bomo pa kaj pogovorili, pa ne vem. To si dobro preberite, ko boste šli po dovolilnico, zato ker boste podpisali, da ste seznanjeni z gornjimi pravili in jih v celoti sprejemate. Če jih ne sprejemate v celoti, ne boste mogli domov. Poleg tega, tudi če ta pravila sprejemate, ne boste mogli domov. Če ste najemniki, če imate to smolo, da ima žena stanovanje, mož pa avto, ali pa obratno. Če imate to smolo, da imate avto na leasing, če imate to smolo, da živite v fotrovem stanovanju, nema. Izdalo se bo minimalno število dovolilnic, ker tudi od tistih, ki smo lastniki, pa ki imamo avtomobile, pa ki imamo stalno prebivališče, nas je veliko tukaj, ki bo mol odločil, da ne može. In zato smo danes tukaj.
da svetnikom iz liste, kako se reče, Zorana Jankovića, povemo, zakaj bojo danes na gumbke pritisnili. Da ne morajo kar takole, no. Da jim povemo, da se v Nemčiji tudi tako začeli, je bilo samo takole en par žitkov. Pa je šlo pa to naprej. Ne gre. Policija zahteva od njega dokumente, kako se je to naredilo. Ministrstvo za notranje zadeve zahteva od njega dokumente. Ministrstvo za promet zahteva od njega dokumente. Ni. Ne gre, kakšna država je to. Potem se tudi jaz lahko sem postavim in rečem, ne greste mimo. Zakaj on ja, jaz ne? Zato smo danes tukaj. Ura je zdaj 4. Gospod Jazbinšek, a je prekinjena seja? A vas lahko prosim, začni se eno kratko izjavo? Obstrukcija opozicije je prispevala temu, da je seja premaknila za en teden. Gospod Janković je izredno grobo zagovarjal, da ostane zadeva na dnevnem redu. Vidi se, da materije ne pozna in vidi se, da ne pozna vsebine odloka, ki ga je predlagal. Kar pomeni, da čez en teden bo se tukaj spet zbrala civilna iniciativa ali mislite, da se bo kaj spremenilo v tem tednu? Čez en teden bo moral pokazati kaj novega. Hvala. V enem tednu kaj novega dati na mizo. Hvala lepa.